V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo to desetko rožnega venca, ki je Svetega Duha poslal za duhovne poklice, za naše družine v tednu življenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in nam odpusti naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne obdaj nas v skušnjavo, temveč reši nas pred zlom. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti na uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in komaj. Amen. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvabi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in komaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Hvala Jezus in Marija, lepo pozdravljene spoštovane gledalke in cenjeni gledalci v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat sem gost v župniji Kranj. Vse prav prisrčno pozdravljam. Še posebej pozdrav gre vsem gledalcem oddaje Pot poti Gorenjske televizije. Da, dragi moji gledalci, še posebej vsi tistih, kateri nas spremljate preko Gorenjske televizije, z nami bo tudi misionor Stanislav Zidarplat z svojimi župljani. Želim vam eno lepo oddajo in dober sprejem. Dragi brati in sestre v Kristusu, želim vam, da bi bili kristjani bolj eno, da bi drugemu pomagali, stali ob strani in naredili tisto, kar si sami želite. Torej, širiti ljubezen, mir in harmonijo in vsa dobra dela. Kot sem prej omenil, sem v župniji Kranj, z nami so tudi gledalci Kranjske televizije. Lepo pa pozdravljam tukajšnjega župnika, misioniora Stanislava Zidarja Prelata. Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Prav lep in prisrčen pozdrav v lepem jesenskem jutru. Sonce je posijalo tudi na naše mesto po dolgotrajnem dežju. In ko posije sonce, je tudi v dušah nas vseh neko notranje veselje in razpoloženje. Naša župnijska cerkev je cerkev, ki dominira na sotočju dveh rek v čudovitem starodavnem srednjeveškem mestu. To je cerkev, ki je izraz lepote naše starodavne zgodovine in obenem tudi izraz duhovnega življenja v našem mestu. Je Prešernovo mesto, a vendarle zaznamovano z globoko tudi duhovno stranjo in življenjem. Mestni utrip da svoj vrsten pečat tudi naši župniji in tudi naši skupni župnijski cerkvi, ki je posvečena oglejskim mučencem. Utrip župnije se zaznava predvsem v tem, da je to župnija, kjer se zbirajo verniki ne samo naše župnije, ampak tudi verniki iz sosednjih župnij, saj iščejo tudi duhovno oskrbo. Ta duhovna oskrba in ta utrip se kaže predvsem tudi v obiskovanju bodisi jutranje ali večerne dnevne maše, tudi ob nedeljah, predvsem pa je poseben utrip v času velikih praznikov, ko ljudje hodijo, hvala Bogu, še vedno pripravljati svoje duhovno življenje z dobro spovedjo. In to je tista moč tudi naše župnije, to je tista posebna milost, kjer se ljudje srečujejo s svojim Bogom in gredo po odrešenju svoje vsakdanje življenje. Utrip naše župnije se pozna tudi v tem, da smo vendarle tudi skupnost, čeprav živimo ljudje sredi betona, v povezanosti med seboj. Poznamo se v tem duhu, da se srečujemo nedeljo za nedeljo pri sveti maši, potem pa seveda tudi v raznih pastoralnih dejavnostih. Te pastoralne dejavnosti so res mnogovrstne, različne. Tiste standardne, pa tudi nove oblike po plenarnem zboru Cerkve na Slovenskem ali pa tudi oblike pastoralnega dela, ki so nastale v času osamosvojitve Slovenije, samostojnosti. To bi predvsem izpostavil veliko delo izobražencev, potem tudi pedagogov katoliških, pa seveda tudi delo mladih in podobno. Mogoče bodo prav tudi predstavnika mladih povedala svoje, kako ona čutita utrip te župnije. Morda še bi vas vprašal, kaj pravzaprav pomeni beseda prelat. Ta se bolj redko pojavlja v oddajah Pot poti, oziroma še nismo podrobno povedali, kaj pomeni.
Ta naslov sem dobil pred 10 leti. Nekdanji ljubljanski nadškof, dr. Franc Rode, je prosil seveda svetega očeta in me predlagal, da bi tudi konec koncev za zasluge, ki sem jih dal cerkvi na Slovenskem oziroma v cerkvi naše nadškofije s tem naslovom, to je po domače povedano kaplan svetega očeta Rimske svete cerkve. To je zahvala torej za delo in s tem imaš tudi določene insignije, znamenja, da lahko nosiš recimo rdeč biret, rdeč talar, tudi prstan, tako, to je to. Zahvala. Še vedno smo v oddaji Pot poti. Lepo pozdravljam gospoda Milana in mu predam besedo. Torej, naša cerkev je posvečena zavetnikom skupine oglejskih mučencev, svetemu Kanciju, Kancijanu, Kancijanili in Protu. Ta skupina oglejskih mučencev že sama po sebi kaže, na kateri center krščanstva so bili naši kraji takrat navezani. Odkot je pravzaprav krščanstvo prihajalo v današnjo Slovenijo, namreč iz Ogleja. Današnja cerkev je nastala pravzaprav v dveh fazah. Najprej prezbiterij okrog leta 1410 in temu prezbiteriju je bila potem vsaj 1452 že prizidana ladja. To je pravzaprav prva gotska stavba dvoranskega tipa na Slovenskem. Dvoranskega zato, ker so vse tri ladje enako visoke, tako da tvorijo enoten prostor, podprt s temi čudovitimi krošnjami gotskih obokov. Po mojem mnenju je to najlepša gotska stavba v Sloveniji. Nekateri seveda na prvo mesto postavljajo Ptujsko-gorsko baziliko, vendar nekoliko kot domačin in kot stalni gost te cerkve pa vendarle dajem prednost njej. Cerkev sama stoji na temeljih starokrščanske oziroma zgodne krščanske cerkve, zlasti v tem svojem severnem delu. Severno od današnje župne cerkve je še vedno okrajena tudi krstilnica, vsaj v temeljih seveda, iz 6. stoletja, tako da je to, lahko rečemo, edina cerkvena stavba v Sloveniji, ki neposredno navezuje na zgodne krščansko tradicijo 6. stoletja. Razen te čudovite arhitekture, cerkev prvotne opreme nima ohranjene. Vse v bistvu neogotski slog, nekaj je pa seveda tudi bogatstvo v teh baročnih slikah, ki več ali manj pripadajo Lajerjevi slikarski delavnici in temu slikarju, ki je konec 18. začetek 19. stoletja deloval v Kranju. No pa tudi sicer je oprema, ne glede na to, da je mlajša, izjemno kvalitetna, sploh pa sedaj seveda po vseh teh obnovitvenih delih, ko je tako arhitektura kot oprema zasijala vsej svoje prvotne lepote. Še vedno smo v oddaji Pot poti. Lepo vaju pozdravljam in jo tudi prosim, da se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavita, pa povesta o življenju v tripu vaše župnije Kranj. Midva so predstavnika bolj mlade generacije v župniji Kranj. Moje ime je Mojca in sem aktivna na tem področju mladih v župniji. Ja, moje ime je Anže in prav tako sem bolj dejaven v skupini mladih, ki imamo tukaj v župniji različne skupine. Pa če kar probam mojih predstaviti? Bi prosto. Ja, to so bolj take priložnostni projekti, recimo. Eden od takih je oratorij, ki bi lahko rekla, da je glavni projekt mladih, poteka enkrat na leto, en teden v letu, bolj v počitniškem času in je pravzaprav namenjen nekako medgeneracijskem druženju. Starejši animatorji pripravimo program za mlajše mlade v tej župniji in jih poskušamo z različnimi metodami nekako izobraziti o krščanskih vrednotah in tudi o smislu življenja in o zdravi igri in o takih prijetnih stvarih. Kar nekaj takšnih oratorijev smo že v naših oddajah Pot poti videli. Morda bi me pa zanimalo, koliko vas je bilo, kako dolgo časa je trajal, kako so bili mladi zadovoljni, so sprejeli?
Ja, ta oratorij je v tej župniji najden v Kranju. Mislim, da je bilo letošnje leto 15. po vrsti. Ja, letos je bilo približno 25 animatorjev in 80 otrok. Traja pa to en teden in sicer večino dneva tam nekje od 10 pa do pol 5 popoldne. Tako da ste se v igri, duhu in športov bili vsi zadovoljni, ne? Ja, tako je. Hvala Bogu. V takem duhu nadaljujemo tudi pri mladinskih srečanjih skozi vse leto. Trenutno postavljamo še neko ekipo mladinskih srečanj, tudi samo zasnovo, so pa potekala do zdaj različno, tudi v različnem obsegu, kajti generacije se menjajo, starejši odhajajo, mlajši prihajajo. Tako. To bi bilo dovolj, ne? Ja. Hvala lepa za pogovor. Hitim od Božji materi, saj rada nas ima. Nesi moji najlepši dar, Gospoda Izusa. Nesi moji najlepši dar, Gospoda Izusa. Med angeli nebiškimi ima svoj prestol zlat in dušicam očeščenim je Izus Božji brat. In dušicam očeščenim je Isus Božji brat. Prosimo Božjo mamico, naj čuva Izusa, da niče nam ne ukrade iz čistega srca, da niče nam ne ukrade iz čistega srca. Aktivni smo tudi na pevskem področju. Imamo kar 2 mladinska zbora in potem še 2 starejša. Eden je še 5., ki ni aktiven sicer vsako nedeljo, vendar se pripravlja na slovesnosti, razne koncerte. V teh 2 mladinskih zborih povezujemo tudi kakšne mladinske programe skozi leto, recimo za vse svete pripravljamo na Kranjskem pokopališču ob križu večerno molitev. Zberemo se tudi za božični čas in sicer božičnico imamo, to je ob polnoči, vedno je 24. na 25. september in pa razni projekti, pevske revije in tako naprej. Hvala. Še vedno smo v oddaji Pot poti, smo v župniji Kranj, z nami je tudi gospod župnik. Kako vi vidite, gospod župnik, vašo oziroma današnjo mladino v Sloveniji oziroma v vaši župniji? Naj začnem s primerom, ki sem ga doživel pred 14 dnevi. Čakal sem v ambulanti pri zobozdravniku in iz ordinacije prišel mlad fant. Spoznal me je, jaz ga nisem poznal. Pozdravil je, dober dan, hvaljen Jezus. Že to pozdrav gruči ljudi
čakajočih me je spodbudil v razmišljanju, kdo pa je ta fant. In pove, glejte, jaz sem ta in ta. Pred 10 leti ste me učili še verouk. Potem pa sem šel komuno v Španijo. Zapadel sem drugam. Sedaj sem doma. In prav vesel sem srečanja z vami. Prosim vas, če se lahko oglasim pri vas. 10 let je minilo, ko sem bil zadnjič pri sveti spovedi. Rad bi opravil dobro spoved. Znamenje in veselje, da mladi vendarle niso slabi, kot tolikokrat poudarjamo. Mladi iščejo, mladi tudi želijo sodelovati in poglabljati svoje duhovno življenje. Zato lahko rečem, da gledam zelo pozitivno na naš mladi rod. Res je, da mnogi mladi kričijo in so bolj izpostavljeni za slabimi dejanji. Tista velika množica, večina, pa je mladih, ki želijo biti dobri, ustvarjalni in so tudi. Zato je res pogled tudi v ta svet mladih, kar izraža tudi vsako srečanje na katerikoli ravni. Mladost je lepa in želi potovati z vrednotami v življenje. To ste zelo lepo povedali. Kako pa pravzaprav naj tak mlad človek, fant, punca, sliši, da ga Bog pokliče v duhovni poklic, redovni? Če pogledam sam sebe, ko sem nekako mogoče čutil in tudi okolica okrog mene, da imam v sebi poklic, sem se boril dobesedno proti temu duhovnemu poklicu. A Gospod je vztrajal in je nekega dne potrkal, hodi za menoj. Ko molimo, veliko molimo tudi mi za mladi rod in seveda predvsem za duhovne poklice, sem trdno prepričan, da mladi še vedno tudi ta poklic nosijo v sebi in drobne kapljice duhovnih poklicev pricurljajo na to ubogo zemljo in se odločajo. Mislim, da je to tudi njihovo veselje. Konec koncev, toliko napadov na cerkev, toliko tudi krivičnih obsojanj, toliko pljuvanja. Mladi pa le vidijo, da smo tudi duhovniki, redovniki, redovnice in tudi misionarji po svetu, ki se srečuje z mladimi, ljudje, ki prinašamo veselje do življenja. Zato sem trdno prepričan, da bo cerkev imela vedno še dovolj duhovnih poklicev. Velikokrat smo v oddajah kot ti že govorili, da je potrebno tudi za duhovnike moliti, da postajajo še bolj sveti oziroma še bolj tisti pravi Jezusovi duhovniki. Vi se verjetno tudi za tem strinjate. Je krščanska družina v krizi v tem času in veliko vidimo tistih slabih stvari, na tiste dobre, pozitivne vrednote, oziroma če družina ni v redu, tudi država ne more biti in tako vse skupaj po vrsti gre. Ne? Strinjam se s tem vašim razmišljanjem in tudi vprašanjem. Že dolga leta se ves svet sprašuje, kaj je družina. Sta to oče in mati? Je to oče ali samo mati? Sta to dve ženski ali sta to dva moška? Jaz sam pravim, čeprav sem živel v družini, kjer je bila mama vdova in smo živeli brez očeta, smo vendarle podoživljali ljubezen tako mame v dvojni obliki, kot očeta in matere, njeno skrb. Danes pa je res družina v krizi. Najprej je v krizi predvsem zato, ker je družina prenehala moliti in ker ni molitve, ni tudi tistih osnovnih vrednot, ki jih molitev prinaša, ta povezanost. Družina je v krizi tudi zato, ker predvsem razmišljajo starši na materialne dobrine, ne na duhovne.
Tudi ob pripravi na sakramente otrok starši najprej pomislijo, kako bo otrok oblečen, kako bodo naredili lep obed, kar je hvale vredno, a na prvem mestu bi morala biti vendarle molitev in redno obiskovanje svete maše. Torej, upajmo in zaupamo, da bo družina še vedno ostala neka vrednota. Ni dolgo tega sem se pogovarjal z nekim gledališkim igralcem. Pravi, a moj zakon, kjer, ko sem poročen že kar nekaj let, ni nič vreden, ker sem pač zvest ostal ženi, žena meni in so drugi, ki ne živijo tako, več vredni. Torej, zakon, družina bo skoraj da šla, bi lahko rekli, v neko pozabo, pa ne bo tako. Trdno sem prepričan, da temelji medsebojne ljubezni moža in žene, očeta in matere in otrok ima največje vrednote. Slovenci smo tudi Marijin narod in prav je, da se tudi velikokrat v molitvi rožnega venca spomnimo Marije in jo tudi prosimo za družine oziroma za vse potrebe pri Bogu. Ja, poglejte, če imamo danes to snemanje ob sklepu tedna življenja, moramo vedeti, da smo tudi duhovniki vabili vernike, naj bi v tem tednu hodili tudi k sveti maši, več polagali tudi v življenje in izročali tudi v molitvi rožnega venca naše družine, predvsem pa seveda tiste, ki se pripravljajo na zakon in družino, k temu, da bi jim res našli temelje v Marijini opori in tudi Mariji priprošnjici slovenskega naroda. Imate tudi blizu tole cerkev Pungart, ne vem, če sem prav točno izgovoril, jo dajete tudi pravoslavni v cerkvi v najem. Je potrebno tole zbliževanje oziroma da človek odprt tudi ta ekumenski duh do ljudi, ki mogoče drugače razmišljajo, ampak važno je pač tisto človekovo srce, da je dobro, plemenito oziroma odprto Bogu. Hvala za to vprašanje. 23 let se srečujem, bi lahko rekel, s temelji ekumenizma v naši župniji ali pa tudi v mestu Kranj. Najprej ste omenili cerkvico na Pungartu. Tukaj se že leta in leta zbirajo srpske pravoslavne cerkve. Lahko rečem, da s gospodom Budimirjem sva velika prijatelja in obiskujeva drug drugega in vabiva drug drugega. Cerkvica služi njihovemu zbiranju in zadnjih 10 let, 15 let je res izključno namenjena samo bogoslužju, samo svetim mašam in njihovim molitvam. Moram pa še poudariti, da med Pungartom in župnijsko cerkvijo stoji rožnjevenska cerkev, kjer pa se zbirajo za velike praznike Makedonci. Makedonska pravoslavna cerkev vabi svoje vernike k svetim mašam za Božič, Veliko noč, pa tudi krste in birme, te sakramente podeljujejo. Prav enako se srečujemo redno tudi z evangeličansko cerkvijo, s gospodom Mislijem, ki živi tukaj in je vsako leto tudi pridigar v tednu ekumenske osmine. Lahko pa spet tudi rečem še drugo. V tej naši ulici živi tudi skupnost oziroma imajo svojo molivnico islamska skupnost in tudi z njimi smo v najlepših odnosih. Lahko rečem, kultura dialoga ali kultura ekumenizma je zelo visoko postavljena v našem mestu. Katere podružnice pa imate v župniji Kranj? Župnija Kranj je mestna župnija, ampak poglejmo okrog tega svetišča. V neposredni bližini, pa približno v istem času, je bila zgrajena rožnjevenska cerkev. Rožnjevenska cerkev Matere Božje. 100 metrov oddaljena od župnijske cerkve je cerkev na Pungartu, kjer se zbirajo, kot sem že omenil, srpska pravoslavna cerkev in obenem
je to cerkvica, ki so jo Kranjčani postavili kot priprošnja proti kužnim boleznim. Sebastian, Fabian, Felician, Boštjan. Tako so v zahvalo, ker so bili rešeni kuge, postavili to cerkvico. Nekoliko izven mesta je cerkev svetega Jožefa na Hujah, ki je tudi stara več kot 300 let. Potem pa imamo še v neposredni bližini 1,5 km iz mesta v Čirčah cerkev svetega Ožbolta, nemškega kralja, ki je simbol, bi lahko rekli, povezanosti tudi kmečkega življa z zemljo in obenem tudi priprošnja Čirčanov k našemu Bogu, da jih ta cerkvica opominja in vabi k molitvi. To vam vse lepo pomaga pri pastoralnem delu. Tudi danes se udeležil svete maše, ki je pričela z rožnim vencem. Vsi so bili lepo zbrani, so lepo počastili molitvi Boga. Pa vam predajam besedo. Res hvale je, da ljudje vsako jutro, pol ure pred sveto mašo, molijo rožni venec. Prav tako vsak večer, pred večerno sveto mašo, molijo rožni venec. Tako da mesec oktober ni prav nič posebnega, le toliko, da pred večerno mašo vsak dan izpostavimo najsvetejše in tukaj molijo občasno oziroma 3-krat na teden naprej rožni venec birmanci, ki se pripravljajo na prejem svete birme. Sodelavcev na pastoralnem področju jih je veliko. Kot sem že prej nekako omenil, ne samo pevci, ministrantje, ampak tudi veliko mladih kot animatorji, ki pripravljajo takšno ali drugačno pastoralno življenje. Prav tako tudi katoliški pedagogi, tako tudi društvo oziroma skupina zakoncev, ki oblikujejo skupaj z menoj tudi tečaj bližnje priprave na zakon. Torej, to se nekako vse prepleta z mnogimi ljudmi, ko bi človek mislil sredi mesta, da ni ljudi, pastoralnih delavcev, ljudi, ki se žrtvujejo za to, da bi tudi vsi skupaj podoživljali lepoto duhovnega življenja, utrjevali svojo vero. Seveda imamo tudi druge, vernike, ki sodelujejo pri čiščenju cerkve, pri krašenju, pri zvonjenju, ključarje, tako da nekako vse lepo poteka in nimamo večjih problemov. Ob tej priliki pa se vsem tem ljudem in tudi ostalim vernikom iskreno zahvaljujem za to prijazno, toplo sodelovanje, ki ga ni res malo, ampak ga je veliko in za to, da najdemo vedno tako dober stik med seboj, kjer lahko rečem vlada prijateljstvo, razumevanje, sprejemanje in veselje do skupnega dela. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti, ker pa nas gledajo tudi gledalci, ne samo po celotni Sloveniji, tudi gorenjske televizije, morda bi ob tej priložnosti lahko še nagovorili vaše rane. Ja, z veseljem. Cerkev je bila v zadnjih letih popolnoma obnovljena, kot je bilo že vmes med oddajo rečeno. Cerkev je sicer odprta vsak dan preko dneva, da ljudje lahko pridejo in počastijo svojega Boga v tabernaklju. In hvala Bogu, ljudje radi pridejo v to svetišče. Tudi veliko turistov je. In kaj naj rečem vsem gledalcem te oddaje? Ko boste prišli v Kranj, si morate ogledati to našo čudovito gotsko cerkev, ki je res zasijala vsej svoji lepoti. Kanci, kancijan, kancijanila in prod vas čakajo skupaj s kraljem kraljev Jezusom Kristusom. Mogoče vas bo tudi nekoliko presenetila postavitev križevega puta. Ko smo cerkev obnavljali, je padla ideja, da bi ga kot nekakšen posni prt
prestavili in dali na steno. Pridite, oglejte si in boste mogoče dobili tudi neko spodbudo, da se lahko tudi pri takšni postavitvi lepo moli križopot, meditira, premišljuje. Cerkev na sotočju Kokre in Save vas vabi v središču starodavnega mesta Kranj. Pridite in duhu s Prešernom, ki v neposredni bližini tudi kraljuje kot spomenik, žive naj vsi narodi. Jaz bi vas še prosil, če poveste, kdaj imate svete maše, kajti tukaj so tudi planine in marsikateri planinec bi se verjetno rad udeležil svete maše oziroma obiskal tole vaše svetišče. Med tednom je maša redno 7:30 zjutraj, zvečer ob 7, v nedeljo pa so maše ob 8, 9, pol 11, v Čirčah na podružnici ob 8 zjutraj v nedeljo in zvečer, sedaj le v zimski čas ob 7, poleti, ko prihajajo res tudi planinci, pa imamo sveto mašo ob 8 uri zvečer, samo ob nedeljah. Jaz se vam zahvaljujem, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Želim vam obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh, predvsem pa, da ostanete pravi tisti Jezusov duhovnik, predvsem v službi tistega malega, ubogega človeka, kajti veliko pisem sem prejel zahval in vseh se ne da pravzaprav reči z besedo hvala. Edino dobri Bog vam naj povrne v večnosti res poklone. Hvala lepa, poklonaj tudi vam. Vaš, spoštovani gledalci, pa lepo pozdravljam iz Kranja, z tistim starim, lepim krščanskim pozdravom: Hvaljen Jezus in Marija.